Zaradi epidemije novega koronavirusa so se razmere še dodatno spremenile, zaostrile, tudi oziroma predvsem zato, ker ste prisiljeni delati tako rekoč brez zaščitne opreme. Kako bo danes s tem? Kakšne rešitve so na obzorju? V bistvu seveda še vedno nismo čudežno rešili pomanjkanja zdravnikov. Se zelo trudimo, tako da trenutno bi že prišle 2 kolegici iz Srbije in pa iz Bosne, ampak zaradi danih razmer sta tudi oni 2 to zaposlovanje ustavili. Razmere so sedaj, bom rekla, spremenjene. Zdravniki delajo po drugačnem načinu dela, tako da so za paciente dosegljivi bolj telefonsko in pa opravljajo bolj administrativne storitve, kar vsi vemo, da ni v redu, da se bo pokazalo čez določen čas kot slabo, ampak v danih razmerah ne moremo. Seveda opreme imamo zelo malo, kljub temu, da smo jo začeli mi kot zdravstveni dom naročati že prvi delovni dan januarja, tako da nikjer pri dobaviteljih jo ni za dobiti oziroma iščeš kanale, pokličeš prijatelje in poskušaš dobiti vsaj minimalno standardno opremo. Pri tem bi poudarila, da nihče od naših delavcev ne dela brez opreme, ki jo potrebuje. Če se bo to zgodilo oziroma če nam bo zmanjkalo opreme, bomo enostavno zaprli točko. Včeraj ste bili že praktično pred tem, da točko zaprete, saj vam je ostalo le še par kosov zaščitnih mask, potem ste jih 200 vendarle dobili, vendar bo to zadoščalo le do konca tega tedna. Kaj potem? Ja, seveda, to bo zadoščalo do konca tedna. Žal mi je, da je dobava opreme odvisna od prodornosti, iznajdljivosti in pa ne vem česa direktorja. Tako sem jaz dobila opremo, medtem ko recimo nekateri te opreme niso dobili. Sedaj trenutno se dogovarjam, bom rekla, po privatnih kanalih za zdravstveni dom, da dobim ustrezno opremo, kajti ko smo slišali iz medijev, sicer nisem preverila, verjetno se težko naslanjamo na Ministrstvo za zdravje. Dejstvo je, da so odgovorni na tej ravni tako rekoč povsem odpovedali. Zaščitna oprema bi morala biti zagotovljena, pa je na nacionalni ravni ni dovolj. Dostava je zdaj zelo otežena, delo pa še bolj. Kakšni pa so odzivi Ministrstva za zdravje? Ja, jaz vem, da se Ministrstvo za zdravje zelo trudi, kot sem že rekla, mi smo že prvi delovni dan v januarju pričeli z naročanjem, seveda pri naših dobaviteljih, ne pri Ministrstvu za zdravje. Kasneje, ko smo ugotovili, da je problem, da bo težava, smo kontaktirali tudi njih, pa so nam obljubljali, da so nekako rezerve te opreme. Zdaj, jaz preverjala nisem, ali je ali ni, vem pa, da vsi težko pridemo do opreme. Tako da so me celo poklicali nekateri direktorji in vprašali, kako sem sploh prišla do opreme. Se je tudi po vaši oceni ukrepanje za obvladovanje prenosa okužb z novim koronavirusom začelo preveč upočasnjeno, prepozno? Ne, v bistvu smo začeli pravočasno, kajti vse to, da je po zdravstvenem domu omejeno gibanje, da so vstopne točke omejene, da je triaža uvedena, to je pač vse v izogib večji epidemiji. Verjetno je kar nekaj okuženih, ki jih nismo zajeli, kajti sedaj so spremenjena navodila in se tudi ne jemlje vse povprek brisov, kot je bilo prej. Tako da mislim, da so sedaj boljša navodila, ker pacienti ostanejo doma, ne hodijo naokrog in ne širijo virusa naokrog. Kakšna pa je vaša napoved glede dogajanja povezanega z epidemijo v prihodnjih tednih? Ja, jaz mislim, da nas višek še čaka, kajti verjetno bodo tisti, ki so sedaj nekako bili v stiku, pričeli obolevati. Predvsem nas pa čaka višek pri starejših, kroničnih bolnikih, pri katerih se pričakuje poslabšanje po 7-10 dneh. Tako da jaz sicer upam, da bomo malo zajezili
to, ampak vseeno nas pa kar verjetno čaka še veliko dela. Kako pa v tem smislu komentirate napovedi, da na račun prevelikega priliva bolnikov, zlasti težko bolnih, utegne slovenski zdravstveni sistem morda tudi klecniti? Ja, glejte, smo že tako, kot sem v začetku povedala, zdravstveni sistem je že vedno deloval na minimumu. Mi nimamo nobenega rezervnega kadra, nobenih rezervnih scenarijev ljudi, da bi delali. Tako da upam, da se popoln kolaps ne bo zgodil. Težko pa napovedujem. Vse to, kar se sedaj dela, je prav v izogib temu.